Živega pozdravljene dekleta in Jernej in snemalca in Anej na današnji delavnici Tera. Midve vas bomo povodile čez današnje popoldne. Jaz sem Mataja, pa moja somentorica Zdravka. Tako. Zdaj verjetno še ne veste čisto točno, kaj je Tera. Tukaj čisto na kratko, da vam malo povemo. Se pravi, projekt Tera izvajamo skupaj še s ostalimi projektnimi partnerji, in sicer Zveza slovenske podeželske mladine, to smo omenili Mlada dekleta pa Jernej, in pa v bistvu Zveza kmetic Slovenije. Poleg tega pa še Razvojni center v Murski Soboti, Regionalna razvojna agencija Posavje in pa Inštitut za preučevanje spolov. Imamo pa še enega zunanjega partnerja, sicer norveški partner, ki pa ga ne znam čisto prebrati. Se pravi, ta projekt je bil lani začet, letošnjo leto deluje. Začeli smo z delavnicami. Takole. Namen tega projekta, zakaj se gre? Čist na kratko, radi bi, da bi dvignili kvaliteto življenja na podeželju. In da se dvigne kvaliteta, je v tem se začeti treba pogovarjati, čisto na kratko. Kaj vse tukaj spada zraven? Od prostega časa, do težav, do mentalnega zdravja. Vse, kar se na podeželju tudi dogaja, pa je to vse malo drugačko v mestih. In morda včasih mislimo, da nismo toliko slišani, zato se pa mi pri zvezi in ostali nevladniki res trudimo, da tudi mi pridemo do tistega svojega koščka slave oziroma trenutkov, in zato je ta projekt res čudovit začetek oziroma nadaljevanje že tudi enega našega projekta, da začnemo govoriti malo o takih tabu temah. Se pravi, res gre za to, kako v bistvu na podeželju, sploh na kmetijah, uskladiti ta čas, ko si v bistvu v službi, pa si v bistvu doma in vedno imaš delo, ni prostega časa. Toliko na kratko, se pravi, imamo 20 delavnic, to danes je druga. Te delavnice imajo 6 različnih tematik. Začeli smo prejšnji teden z medgeneracijskim sožitjem. So bile tudi kar take luštne debate, kako prevzeti kmetijo, kako pa isti hiši nekako sodelovati starejši, mlajši, kar je velikokrat res težava. In težave se rešujejo tako, da se pogovarjamo med sabo. Danes imamo tematiko prosti čas delo. Imamo pa še tudi tematike, na katere ste povabljene, če želite priti, seveda, nasilje na podeželju, aktiven podeželjan, potem pravice in dolžnosti vsakega kmeta, pravi moški, prava ženska. Se pravi, današnja tematika bo pa predvsem nekako pogovora, kako je v bistvu ta specifičnost dela na podeželju vse malo drugačna, si bolj obremenjen, kako mlade družine se spopadajo s tem, sploh ko imajo male otroke, ko je veliko dela, kako skrbeti za otroke. Potem ta enakopravnost, kako tudi na podeželju kmečke ženske lahko pridejo do svojega porodniškega dopusta, da se res spočijo in so res z otrokom, kako si tudi moški naj vzame čas. Tako, no, na kratko bi rekli, kako najde dopust, kako prije do financ, kaj se naredi, ko nekdo zboli na kmetiji. To so nekako današnje tematike. To je en tak mali uvod. Mi si želimo, da boste danes sproščeni, da boste debatirali. Ni to tako v šoli, da moramo zdaj tle tiho sedeti. Če imate telefon, tamle je WC, lahko greste ven, se oglasite na telefon, ni problem. Zadaj tudi, če ne boste mogli dočakati pijača, par piškotkov. Tako da želimo, da se počutite sproščeno, da se počutite, da je to nek krog ljudi danes tle, ki lahko delite svoje mnenja. Zato smo tukaj, da naumimo skupaj nekaj dobrega. Takole, na kratko. Začeli smo zdaj, ura je nekje 5, se pravi pozdrav vod, jaz sem kar kratka jedrnata, hitro govorim. Potem se boste še ve malo predstavile. Imeli bomo en kratek ogled videa, 8-minutni ogled videa, profesorica iz fakultete, ki bo malo na to tematiko vam par vprašanj postavila oziroma se vam bo odprlo. Potem bomo šli malo v skupinice, tudi tam na zadnji, ki vidite mizice, se boste malo podružile po 5, pa malo debatirale skupaj na neko tematiko. Po skupinicah bomo pa še skupaj predebatirali to, kar smo v skupinah ugotovili. Na koncu se bomo pa še na kratko pomenili, kako nam je bil današnji dan, kakšne rezultate smo imeli, kako smo se počutili. Nekje do 8 zvečer bi mogli biti konc, se pravi 3 urce je nekje časovnica.
Zdaj bi se pa me malo spoznale, Zdravka. Tako, zdaj se mi pa spoznale. Tako, ja, en tak lušen nabor samih res pridnih ljudi, ampak tudi ne sem pridnih, taki, ki z veseljem to počnemo, se mi zdi. In vse je pa prav, da si kdaj vzamemo prosti čas, če ne drugače, evo ga zdaj imate prosti čas. 3 urce, nič dela, klepeta, dobre družbe, tako da hvala za lepe misli. Res ste nametale malo take pomembne zadeve. Tole sem še pozabila povedati, ja. Mi že kažejo zadaj. Danes se snema zadeva, zaradi tega, ker mi zaradi samega projekta rabimo dokumentacijo, da smo delavnice opravili. Ampak snema se to, kar bomo mi govorile, pa potem na koncu zaključki delavnice bodo posneli tako normalno. Ostalo tukaj pa se mi pogovarjamo, pa tako pohitreno se pa ne bo slišalo, nihče ne bo to poslušal. Toliko, da malo veste, no, da ste opozorjene, zakaj se zadaj snema. In pa kakšna fotografija se bo vmes verjetno naredila tudi, malo tudi zaradi tega, ker mi na spletu dajemo tudi fotografije od naših delavnic, pa tako, če kateri to ne odgovarja, da je na kakšni fotografiji poleg tako, naj pove, pač, da ne bomo jo vključili. No. Ampak toliko, da veste, da ne kršimo kakšnih zadev, no, da se vsem počutite dobro, da ste obveščene. Toliko takih uradnih zadev bi rekla. Je dovolj, ne? Ja. Zdaj pa video. Tako. Zdaj bi mogel biti. Tako. Zdaj pa 8-minutni video. Spremljajte lepo, mogoče tako novega zvedle, večinoma pa že kar se mi zdi, da vemo. Kmetijska dejavnost je zagotovo ena od bolj nevarnih dejavnosti. Večina kmetov se dobro zaveda strojnih in ročnih opravil, pri katerih je že kdaj prišlo do nezgod na kmetijah in poškodb. Tu se ne moremo zanašati na srečo, da se nič ne bo zgodilo, ampak je treba s primernim ravnanjem preprečevati takšne nezgode. Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, v katerem so opredeljene nevarnosti in ocenjena tveganja v delovnem procesu na kmetiji. Za pripravo tega dokumenta je odgovoren kmet. Tako določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Omenjeno izjavo lahko kmet pripravi sam ali s pomočjo zunanjega izvajalca, strokovnjaka za to področje, če sam ne zmore. Te izjave ne smemo gledati kot nebodigatreba. Je namenjena preprečevanju izpostavljanja nevarnosti poškodbe ali obolevanja za vse, ki delajo na kmetiji in bi delo lahko na njih učinkovalo. Ne glede na to, kakšno je splošno prepričanje glede plačevanja davkov in prispevkov v državno blagajno, je pomembno, da si uredimo poleg varnega dela in sredstev za delo tudi svojo socialno varnost. Slovenski pravni red omogoča vključitev v obvezna zavarovanja med drugim tudi osebam, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Trenutno so v Republiki Sloveniji predpisane 4 vrste obveznih zavarovanj. Pokojninsko in invalidsko, zdravstveno, starševsko varstvo in brezposelnost. Zadnje zavarovanje pa žal ni predvideno za kmečke zavarovance. Kmetje torej plačujejo 3 vrste zavarovanj, ki jih urejajo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Višino prispevkov ureja Zakon o prispevkih za socialno varnost. Pokojninski zakon določa prednostni vrstni red za zavarovanje določenih kategorij oseb. 4. po vrsti so kmetje. Na podlagi 17. člena pokojninskega zakona, na kratko mu rečemo tudi SPIZ-2, se lahko oseba zavaruje kot kmet, če ima zdravstveno sposobnost, ki jo ugotavlja služba medicine dela, če se ne šola in ni uživalec predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine in če ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunanih na mesec,
ki ga določi minister pristojen za kmetijstvo. Do določitve dohodkovnega cenzusa se uporablja zadnji veljavni znesek, ki je bil določen leta 2003. Ob preračunu tolarjev v evre znaša to 4894,6 evra. Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti sestavlja katastrski dohodek, obdavčljive subvencije za kmetijska zemljišča v uporabi, potencialni tržni dohodki za vino, 70% pavšalne ocene dohodka na panj in dohodek iz druge dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom, ribogojstvo, perutninarstvo in podobno. Sem spada tudi dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Podatek o tem lahko pridobite na katerem koli uradu Finančne uprave Republike Slovenije. Prijavo v zavarovanje uredite osebno na prijavno odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Prijavi M1 obrazcu priložite naslednja dokazila. Potrdilo službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki ni starejši od 30 dni, potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o dohodkih iz kmetijske in gozdarske dejavnosti in izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, iz katerega izhaja, da ste nosilec ali namestnik ali član kmetijskega gospodarstva. Kaj pa, če ni izpolnjen pogoj dohodkovnega cenzusa? Po enakem postopku se v obvezna zavarovanja vključijo tudi tisti kmetje, ki ne dosegajo dohodkovnega cenzusa, saj jim to omogoča 5. odstavek 25. člena ZPIZ-2. V postopku prijave se boste srečali s šiframi podlag zavarovanja, ki jih je treba vnesti v M1 obrazec. Za kmete, ki dosegajo dohodkovni cenzus, pride v poštev 51 za nosilce in 52 za člane kmetijskega gospodarstva ter 0,7 in 64 za tiste kmete, ki ne dosegajo dohodkovnega cenzusa. Pri tem šifra 0,7 predstavlja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 64 pa pokriva zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo. Koliko me bo pa stalo takšno zavarovanje? Najnižja zavarovalna osnova za kmečke zavarovance v letu 2023 je 60% povprečne bruto plače. Zadnja znana povprečna bruto plača je 2024,03 evra, tako da je 60% tega zneska 1181,75 evra. Najvišja osnova za plačilo prispevkov je 3,5-kratnik povprečne bruto plače, torej 6893,57. Ta znesek je pomemben za izračun pokojnine, bolniškega nadomestila, materinskega nadomestila, očetovskega nadomestila ali starševskega nadomestila. Predpis o prispevkih za socialno varnost določa plačilo prispevka delavca in prispevek delodajalca. To je kmet oboje v eni osebi. Višina prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 15,5% od prej omenjene osnove, kar je najmanj 183,17 evra in največ 1068,50 evra. Višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje je 6,89%, kar je najmanj 81,42 in največ 474,79 evra. Prispevek za starševsko varstvo znaša 0,20%, kar je najmanj 2,36 evra in največ 13,78 evra. Prispevek delodajalca za pokojninsko zavarovanje v višini 8,85% pokrije proračun Republike Slovenije. Prav tako pa ni treba plačati prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje v višini 6,56%. Le pri zavarovanju za starševsko varstvo plača kmet oba prispevka. Najnižja osnova za kmete je od leta 2013 iz bruto minimalne plače postopno narasla na 60% povprečne bruto plače. To se je zgodilo leta 2018. Ker smo v dobi digitalizacije, je pomembno, da se seznanite s portalom e-davki, saj se boste mesečno srečevali z obračunom prispevkov za socialno varnost. Paziti je treba ne samo na pravočasno plačilo prispevkov, ampak tudi na to, če bi se osnove spremenile zaradi bolniškega staleža ali starševskega dopusta. Na kratko še o pravicah, ki jih kmečki zavarovanci lahko koristijo iz vplačanih zavarovanj. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ki temelji na principu medgeneracijske solidarnosti, obsega pravico do pokojnine, starostne, predčasne, invalidske, vdovske, družinske, delne, potem pravice iz invalidskega zavarovanja, to je poklicna rehabilitacija, pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom, najmanj 4 ure dnevno, začasno nadomestilo, nadomestilo za invalidnost, delno nadomestilo, potem imamo dodatne pravice, to je dodatek za pomoč in postrežbo, in druge pravice, kot je letni dodatek ali tako imenovani upokojenski regres. Osnovno, kar moramo vedeti o pokojnini, je to, da je odvisna od višine plačanih prispevkov in dopolnjene pokojninske dobe. V Sloveniji je treba imeti najmanj 15 let zavarovalne dobe, da pri 65 letih starosti lahko uveljavimo pravico do starostne pokojnine. Sicer pa potrebujemo 40 let pokojninske dobe brez dokupa in 60 let starosti. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ima na svoji spletni strani na zelo pregleden način opisane vse prej naštete pravice, da je razumevanje lažje. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja obsegajo zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pravice pa so plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, šele od 31. delovnega dneva dalje pri kmečkih zavarovancih in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Podrobnosti pa so urejene v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je na voljo tudi besedilo v lahkem branju. Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so materinski dopust in materinsko nadomestilo, starševski dopust in starševsko nadomestilo, očetovski dopust in očetovsko nadomestilo, pravica do dela s krajšim delovnim časom in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva. V primeru 4 ali več otrok pa lahko eden od staršev, ki je zavarovanec, uveljavlja pravico do plačila prispevka za socialno varnost za poln delovni čas. Vse te pravice uveljavljate na Centru za socialno delo. Paziti je treba na roke, v katerih se te pravice uveljavljajo. Materinski dopust traja 105 dni, nastopi se ga najkasneje 28 dni pred datumom poroda, ki ga določi ginekolog, oziroma najkasneje na datum poroda, če se to zgodi prej. Mama mora izkoristiti 15 dni materinskega dopusta. S predpisom so določene situacije, ko lahko ta dopust koristi oče ali druga oseba, lahko tudi posvojitelj. Očetovski dopust traja 30 dni. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer mama lahko prenese na očeta 100 dni, 30 dni pa mora izkoristiti sama, medtem ko oče lahko prenese vseh 130 dni na mamo. Starševski dopust se podaljša ob rojstvu dvojčkov, trojčkov, nedonošenčka, če starša ob rojstvu otroka že imata več različno starih otrok, pa najstarejši še ni končal 1. razreda, ali pa če otrok potrebuje posebno nego in varstvo. Po koncu starševskega dopusta pa se lahko eden od staršev, ki je zavarovanec, odloči za koriščenje pravice do dela s krajšim delovnim časom. 4 ure, 5 ur, 6 ur ali 7 ur dnevno in plačila prispevkov zaradi starševstva do 3. leta otrokove starosti. Če pa eden od staršev varuje in neguje 2 ali 3 otroke, pa lahko to pravico koristi, dokler najmlajši ne zaključi 1. razreda. V primeru 4 otrok ali več pa lahko eden od staršev koristi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, ker je zapustil trg dela in varuje otroke. Osnova za plačilo prispevkov je minimalna plača. Doslej smo se srečali kar 4 institucijami, ki sodelujejo pri uresničevanju pravic iz zavarovanj za socialno varnost. Prepričana sem, da ne bi bilo slabo, če bi v prihodnosti imeli sistem vse na enem mestu. Morda še koristna informacija za tiste mlade kmete, ki so prejemniki sredstev iz podukrepa 6.1 iz programa razvoja podeželja 2014-2020 in se jim obveznosti še niso iztekle.
Le-ti morajo ostati zavarovanci s šifro 51, 52 ali kombinacijo 007 in 64, vse do izplačila drugega obroka, sicer se sredstva drugega obroka ne izplačajo, potrebno pa je tudi vrniti prejeti prvi obrok z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Mladi kmetje lahko koristijo pravico do plačila prispevka zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, največ 4 ure na dan seveda. Prav tako pa ne gre za kršitev obveznosti v primeru, ko je bila pri mladem kmetu ugotovljena invalidnost, pa mu preostala delovna zmožnost omogoča, da je še naprej kmečko zavarovan za 4 ure dnevno. Lahko. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ostali predpisi z tega področja daje nekaj možnosti tudi tistim, ki upravljajo kmetijsko dejavnost. Pogojene pa so z materialnim položajem družine. Uveljavljate jih na Centru za socialno delo. Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, ki ga uveljavlja eden od staršev za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 18. leta starosti, če se redno šola. Pravico je treba uveljavljati v 30 dneh po rojstvu otroka, da se prizna od datuma otrokovega rojstva. Če ta rok zamudite, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge na Center za socialno delo. Višina je odvisna od uvrstitve družine v posamezen dohodkovni razred, ki ima nominalno določene meje. Na višino pa vpliva tudi to, ali gre za otroke ali otroka do konca osnovne šole ali srednje šolce do 18. leta. Do izjemne višine otroškega dodatka so upravičene enostarševske družine in tisti starši, katerih otroci mlajši od 4 let ne obiskujejo vrtca. Če pa obstajajo okoliščine, da otroški dodatek ne bo namenjen za otroka, lahko center odloči, da se ga izplača v obliki dobrin. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki ga financira iz občinskega proračuna občina. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena 2 otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo ter dijakom za malico. Določi se v odstotku cene malice, ki je lahko 40, 70 ali 100. Kosilo pa je brezplačno za tiste, ki so pri otroškem dodatku uvrščeni v prve 3 dohodkovne razrede. Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo se želi spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Upoštev pride študij v Republiki Sloveniji in študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Za pridobitev državne štipendije dohodek vašega gospodinjstva od 1. junija 2022 dalje ne sme presegati 1104,33 evrov na osebo. Določenih je 7 dohodkovnih razredov in tem pripadajoče višine državne štipendije. V osnovnemu znesku je mogoče prejeti dodatek za uspeh in dodatek za bivanje, če je stalno bivališče oddaljeno več kot 25 km od kraja izobraževanja. Štipendistom s posebnimi potrebami pripada poseben dodatek. Dobro je, da veste, kateri dohodki in premoženje se upošteva pri uvrstitvi v dohodkovne razrede pri posameznih pravicah. Če na kratko povzamem sicer kar dolg seznam iz predpisa, se med dohodke upošteva to, kar je vir dohodnine. Plača, regres, nadomestila, pokojnine in podobno. Tudi obdavčljive subvencije, tudi otroški dodatek, državna štipendija. Kot premoženje so vključene nepremičnine, razen kmetijskih in gozdnih zemljišč, objektov za rejo živali in spravilo krme
in pridelkov pri kmečkih zavarovancih, osebna vozila nad določeno vrednostjo, vrednostni papirji, denarna sredstva na bančnih računih vseh družinskih članov. Posebej pa bodite pozorni vsi tisti, ki se boste na novo vključili v zavarovanje kot kmetje. Predpis določa, da se vam pripiše kot dohodek iz dejavnosti 75% bruto minimalne plače, če na novo začnete upravljati dejavnost. Seveda lahko izpodbijate zakonsko domnevo upoštevanja dohodka iz dejavnosti s tem, da predložite potrdilo finančnega urada o dohodkih iz kmetijske dejavnosti. O tem je odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, a se še kdaj zgodi, da kateri od centrov za socialno delo izda odločbo, ki vsebuje tak pripis. V takem primeru se je potrebno na odločbo pritožiti. Nekaj besed je treba nameniti še družinskim prejemkom, ki niso odvisni od materialnega položaja družine. Pomoč ob rojstvu otroka pripada v enkratnem denarnem znesku 350 evrov staršem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, kjer tudi dejansko prebivajo. Dodatek za veliko družino za 3 otroke znaša 395 evrov, za 4 ali več 480 evrov. Splačuje se letno, dokler se otroci redno šolajo. Dodatek za nego lahko uveljavi eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen povečanemu kritju življenjskih stroškov zaradi te nege. Pravica se uveljavlja na podlagi mnenja posebne zdravniške komisije, višina pa je odvisna od stanja otroka. Takšni starši, ki so zavarovanci, lahko uveljavljajo delno plačilo za izgubljeni dohodek, če pričnejo delati za krajši delovni čas ali zapustijo trg dela zaradi posebne nege in varstva otroka. Pravica traja do 18. leta otroka, višina pa je bruto minimalna plača mesečno. Če se vam zdi, da ste se izgubili v preveliki količini informacij, vam bom z veseljem pomagala pri iskanju odgovorov na vaše vprašanja. Kaj vam je ostalo nekako spomenu najbolj? Andreja? To na koncu, kaj vodi to pomanjkanje? Pa to vemo, pa se ne zavedamo, ne? Ja, pa tudi, če se zavedamo, pogosto niti ne moremo spremeniti svojo korist teh dejstev. Torej, zdajle se bomo razdelili v skupine. Poleg tega vašega imena imate eno številkico, 1, 2, 3, naj bi imeli, upam, da sem sam napisala. In bomo šli v 3 skupine, zadnji so 3 mize. Na mizi tudi piše, katera skupina, mislim, da je tale 3, pa 1, pa 2. V skupini boste približno po 5 in boste imeli na en tak list, na katerem bo en primer. Pa si boste tisto prebrali. Ena težava, ena tematika. Tisto si preberete, malo predebatirate, potem imate pa poleg par vprašanj, imate list in flomastre in na tisto vprašanje skušajte odgovoriti. Malo se med seboj pomenite, kaj mislite, probite vsi čim bolj sodelovati, vsako mnenje šteje. Potem to bomo delali približno 45 minut. Boste videli, kako bo to hitro menili, malo boste poklepetali, si povedali še malo primere, jaz pa tega poznam pa onga. Ampak potem, ko bomo pa konc te delavnice, bo pa ena iz skupine to predstavila tukaj, da bomo vsi slišali za ta primer, pa kakšne rešitve ste nekako našli.
preberite to trditev, ta listek, da se bomo ostali predstavljali, ker je vsaka skupina imela drugačno situacijo v družini. Preberite ta listek in pa potem odgovorite na ta vprašanja, kaj ste naumili v vaših skupinicah. Tako da začnemo kar s prvo skupino. Andreja? Naš primer, naš je bil, bom kar prebrala. Tanja je mlada prevzemnica družinske kmetije na Goričkem, ki se ukvarja s predelavom mleka. Njihova specializacija je predelava mleka v mozzarelo. Kmetija je dobro utečena, v zadnjih 3 letih so bili uspešni na 3 razpisih z naslova programa razvoja podeželja. Ker so investicije visoke, so za izvedbo vseh naložb bili primorani vzeti kredit. Trenutna svetovna ekonomska situacija z inflacijo ter podražitvami materiala in storitev so planirane investicije zvišale. Tanja si želi svojim otrokom omogočiti vsaj 3 dnevne počitnice, a zaradi vpetosti v delo, da sploh zasluži dovolj za pokritje stroškov, tega ne zmore. Bom kar delila uvodno misel, da smo se kar malo težko poistovetili s tem primerom, ker smo gledali to malo drugače, da je kmetija res utečena in imajo probleme sicer finančne, ampak ne smo to gledali mogoče z malo drugačnega vidika, tako da upam, da vam bo všeč naše razmišljanje. Kaj je težava ali kakšni so izzivi? Zagotovo so pri Tanji problem finance, izbrala si je zahtevno poslovno pot in nasploh to delo z živalmi, z govedom, mlekom zahteva res veliko dela in usposobljenosti. Za pomoč ni nekih zainteresiranih oziroma primernih ljudi, ki bi pomagali pri delu. Včasih jim sicer tudi mi ne zaupamo oziroma resnično niso usposobljeni in lahko z neusposobljenim delom pripomorejo več škode kot koristi. Težava pa je lahko tudi v skupnosti, če bi bila skupnost bolje organizirana, recimo kot je pri delavskem razredu, recimo so sindikati veliko bolje organizirani, je pa tam, takšne situacije lahko olajšajo. Zakaj je prišlo do takšne situacije? Verjetno nima bližnjih ljudi, ki bi lahko pomagali. Včasih je tudi različen interes za dopust, recimo med spoloma, da ženska bi raje šla, moški ne. Včasih je problem revščina, težek finančni položaj, ali pa miselnost, da ni primerno iti na dopust, ker ima sploh starejši, menijo, da je težaški način življenja edini pravilen in pa recimo, da je tudi veliko zdravstvenih težav pri delavcih oziroma pri ljudeh, ki delajo recimo bolečine v križu, kolkih in podobno. Kaj lahko posameznik naredi, da pride do rešitve? Največ lahko se naredi, se pravi, da se mlade oziroma tudi ostale spodbuja k iskanju rešitev, se pravi, pogosto je tako bilo, da včasih ni bilo možnosti, danes so možnosti. In menimo, da je največja ovira miselnost, da je najpomembnejše lastno zavedanje, da se ne sledi zgolj utečenim vzorcem obnašanja, kot je recimo samo kimanje, ki ti privede bolj slabo duševno stisko, ampak da je lastno zavedanje velika prednost. Posameznik naj išče alternative in naj si čim bolj organizira svoj čas. Kaj bi pa bilo potrebno spremeniti sistemsko, zakonodajno, lokalno, družbeno, nacionalno, da bi bilo podporno okolje bolj stimulativno za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja? Čeprav je ta zelo širok pojem, ampak vseeno je ključna dobra komunikacija in odnosi, ker Tanja je v eni stiski, prav je, da to pove, da se najprej verjetno z družino pogovori o tem, potem verjetno še širše. Super bi bilo, če bi bila organizirana zunanja pomoč za delo, se pravi na kmetiji izven sorodnikov, da bi bila ta delovna sila usposobljena. Tukaj predvsem vidimo velik potencial pri brezposelnih, ki imajo preveliko socialno podporo in zato niso stimulirani, da bi delali.
Po drugi strani pa so tudi birokratske ovire, zakonodaja, se pravi vsa ta medsosedska pomoč je delo na črno, nefleksibilni predpisi, kot je recimo Tanja, je postavljena pred dejstvo, da je prišla inflacija, lahko pride tudi višja sila, pa pač so zahteve precej rigidno nastavljene. Menimo, da bi bilo treba spodbujati medsosedsko pomoč, ne pa jo ovirati in podpirati miselnost oziroma zavedanje o pomenu počitka, se pravi počitek dnevni, tedenski in letni. In še naše 3 smernice, se pravi, prva glavna smernica je tisti, ki pišejo predpise, naj bojo ljudje iz prakse, da bojo te predpisi, da bo zakonodaja čim bolj ljudem prijazna. Ta naš ukrep je tak, kar se mi zdi drzen, da se zmanjša socialna podpora za ljudi in se ljudi usmerja v panogi, kjer je pač potrebna delovna sila. In pa še kot tretja smernica je pa recimo skupnost oziroma društva, kmečke žene, lahko tudi cerkev, lahko oziroma je super, če organizira dopust, lahko organizira tudi izlet in da pač so določene možnosti, recimo ni vedno možno, da gre cela družina naenkrat, lahko gre samo mama z otroki, oče z otroki ali pa stari starši, glavnem, da se pokoristijo različne možnosti. To je to, kar mi je zamisel. Hvala. Hvala za to predstavitev. Potem druga skupina. Naš primer oziroma naša težava je bila ta naslednja. Peter se je poškodoval pri delu v gozdu. Že 2 meseca je hospitaliziran, delo na kmetiji pa je nase prevzela žena, ki sicer hodi v službo. Na kmetiji se ukvarjajo z gozdarskimi storitvami, imajo pa tudi 20 glav živine in nekaj hektarjev poljščin. Gozdarski del aktivnosti trenutno stoji, žena skrbi za živino in delo na polju. Ker sta oba starša že v letih, ne morete pomagati pri opravilih na kmetiji. Želite si najti osebo, ki bi lahko upravljala delo v gozdu in na žagi, a je zanesljivega delavca težko najti. V primeru poškodb oziroma druge bolniške odsotnosti na kmetiji najpogosteje breme dela naložijo družinski člani. Zunanjega delavca je težko dobiti, kmetje smo nezaupljivi do ljudi, ki jih ne poznamo. In sicer, kaj je težava in izziv? Predebatirali smo, da ni namestnika za delom, kar pomeni, da je težko najti osebo, kateri boš zaupal in jo boš pustil, da dela s tvojimi stroji, ki vemo, da danes se vse košta, in če ti pokvari, ni to mali zalogaj, da finančno popraviš. Potem delo stoji, kar pomeni, da ni dohodka. Če se družina ukvarja z gozdarstvom, verjetno predvidevamo, da je to njihov glavni dohodek in od žene plače verjetno težko preživijo, sploh pa če pogledamo naše čase, ko so res cene šle v nebo. Ni več številčnih družin, kar pomeni, da število otrok se trenutno na kmetiji zelo zmanjšuje, eden oziroma 2 otroka. Prej, če pogledamo, jih je bilo tudi do 5 otrok na eno družino. Izgorelost družinskih članov, v našem primeru je to žena, kajti delo v službi in potem še delo doma je verjetno zelo izčrpajoče. Delavca ni mogoče dobiti čez noč, kar pomeni, ne moramo, če se nekdo poškoduje, naslednji dan že imeti novo delovno silo. Sploh pa je težko najti osebo, ki bo pridna, poštena in z delovnimi navadami in ne bo škodoželjna in nam ne bo delala pač škode in nam nagajala. Zakaj je prišlo v takšne situacije? Prazno podeželje, kar pomeni posledica tega je, da mladi odhajajo v mesta, ker mislijo, da je pač boljše življenje, boljši življenjski pogoji, pač ne rabijo garati v življenju toliko in pa šolanje. Pač, če vemo, so šole Maribor, Ljubljana, Koper in ta večja mesta. Potem pridejo še finančne težave, kar pomeni na kmetiji in dohodka. Posledica tega preveč administracije. Za vsako stvar, ki hočeš prodati, moraš imeti tudi papir in potrebno izobrazbo oziroma prostore. Ter dejavnost strogo vezana, ker recimo tukaj imamo primer na gozdarstvo, moraš imeti papirologijo urejeno in pač dokazila inšpekcijo oziroma kakršnokoli kontrolo. Kaj lahko posameznik naredi, da pride do rešitve? Kje so ovire? Stimuliranje družin, da je pač se večje število družin, da bi
imele družine več otrok, ne samo enega. Tem bi lahko pripomogli višji otroški dodatki, predvsem na podeželju, ker ne vem, če živimo v mestu, imamo do trgovine 2 minute, na podeželju pa lahko tudi do 10 minut do trgovine, kar pomeni, da na podeželju otrokom težko nudimo vse. Recimo, če je otrok v mestu doma, gre, ne vem, v 2. razredu, 3. razredu osnovne šole, že lahko sam v glasbeno šolo, ne? Na podeželju ga moramo pač pripeljati do mesta, kjer je pač ta dejavnost. Potem uvajanje otrok, da se v družinah ne uvaja samo enega otroka, recimo, če ima družina 2 oziroma 3 otroke, da so v posel oziroma v delovno kmetiji vpeljani vsi otroci, ne pa samo recimo najstarejši oziroma najmlajši. Kajti noben ni siguren, kjer bo ostalo pač doma na kmetiji. Plačevanje vrednotnic, sosedska pomoč, kar pomeni, da težko se, recimo, če smo zdaj dogovorili z enim sosedom, da bo prišel jutri pomagati, moramo vedeti, če bo vreme zdržalo, če bo lepo vreme, da bo imel sosed čas, da si bo cel dan vzel samo za nas in pa tukaj še seveda plačilo, kar je zopet finančni zalogaj. Kaj bi bilo potrebno spremeniti? Sistemsko, zakonodajno, lokalno, družbeno, nacionalno, socialno, da bo podporno okolje bolj stimulativno za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Davčno, kar pomeni, da bi pač kmetje in kmetice imele bolniška zavarovanja oziroma da bi dobile neko bolniško na kmetiji in ukinitev vrednotnic, ukinitev dopolnilne dejavnosti in sprostitev pridobivanja dovoljenj, kar pomeni, da potem bi bilo vse enostavnejše, hitrejše in manj administracije, da bi recimo kmetje lahko brez potrebne papirologije prodali, ne vem, 10 jajc, pač evro pa evro v teh časih, ne, če tako pogledamo. In naše ukrepe in smernice je pač ukinitev vrednotnice, ker v današnjih časih je finančno zelo težko preživeti, sploh če imate velike kmetije, vsa sredstva so šla zelo višave, že samo hrano, če pogledamo, sploh pa tukaj, ko imajo več hektarjev poljedelščin, so tukaj še umetna gnojila, stroji, pridelava in pač finančno je po mojem kar velik zalogaj. To je naša strani vse. Hvala. In pa še tretja skupina, Franček. No, še naša tretja skupina. Spet ista zgodba, spet problem z časom in denarjem na podeželju. Zdaj, naša skupina bila zelo bizeljsko barvana, ampak kljub temu so mnenja šla malo v različne konce, smo pa skupaj dodali nekako na papir, da nekaj zaključkov prišli. So podobni kot v prejšnjih skupinah, spet je šlo na čas, na denar, ampak na hitro bo še te nekaj povzel, pa povedal, kaj smo še ugotovili. Naša zgodba je šla o Ani. Ana je pred 1 mesecem rodila 3. otroka. Pred 2 letoma so na kmetiji investirali v predelavo mleka, za katero se je usposobila ona, kljub temu, da hodi tudi v službo. Ker se telesno dobro počuti, je pričela z delom takoj, ko je bilo to mogoče. Zato je bila na nek način tudi prisiljena, saj predelani mlečni izdelki predstavljajo velik del prihodka na kmetiji. Porodniški, očetovski, materinski dopust se pogosto izkoristi za opravljanje raznih opravil na kmetiji in ni namenjen samo negi otroka in okrevanju. Ko smo začeli debatirati o tej zgodbi oziroma o Anini zgodbi, smo se pač vprašali, kje je tle oče, pač v njem nič napisano, ali hodi v službo, ali doma na kmetiji, kakšna je njegova vloga, ampak smo še pol nekako do nekih zaključkov prišli. Se pravi, kaj je težava? Koriščenja porodniškega dopusta. Ana je sicer omenila, da je z delom takoj pričela, ker se je telesno dobro počutila, ampak zdaj vprašanje, kaj to telesno dobro počutila lahko na daljši rok pomeni. Mogoče bi tistih nekaj mesecev na daljši rok bo prispevalo, če bi skrbela sam za otroka, mogoče kakšna hišna opravila, ne pa da še vso energijo zapravila za delo oziroma mlečno predelovalno industrijo. Opravila 3 službe, se pravi kmetija, otrok hodi še v službo. Težava bo je sigurno na dolgi rok oziroma čez nekaj časa se pokazala izčrpanost, bolezni, neke težave z zdravjem. Drugo vprašanje je bilo, kaj bi bilo potrebno spremeniti sistemsko, zakonodajno, lokalno, družbeno, nacionalno, socialno,
da bo podporno od okolja bolj stimulativno za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Za začetek, to, kar mi danes počnemo, sprememba mišljenja o delu, skrbi za otroke, organizirana dodatna pomoč. Zdaj, tle smo že malo slišali, oziroma mi smo omenili prakso iz drugih držav, kjer me v bistvu zadruge ponudijo delavce, oziroma ki jih kmetija najeme, za vsaj tisti nekaj dni za pomoč na kmetiji, mogoče pa tudi, da bi za tisti nekaj dni lahko šli na dopust. Bilo kak si pomogli oziroma lajšali. Čeprav bo težko, na dopustu bi še vedno lahko študirali, pa če je to bilo 5 kravcev v hlevu, lahko je tam 100 kravcev v hlevu, lahko je tam 100 hektarov pšenice, ki mogoče bo glih takrat prišel žitni strgač, pa tisto pogutno, ko bi na dopusti. Ampak, vredno, ne? Malo lažje bo. Predvsem se bo na to lažje mlajše generacije osredotočile. Tisti, ko ni šel nikoli na dopust, bo tudi zdaj težko tistih 5 kravcev zapustil doma. Dobro, smo našli rešitev, lahko jo na kamerci spremlja, pa na telefonu gleda več čas. Ampak, pustimo to. Pustimo to, na strani. Zakaj je prišlo do takšne situacije? Zdaj, nismo imeli omenjenega očeta, kaj on počne? Zdaj, če je verjetno ta oče v službi še zelo zaposlen, če bi bil doma, bi verjetno lahko nekaj tega dela prevzel nase. Ali pa spet po drugi strani ne. Ker je pač se Ana podala v to delo, oče mogoče sploh ne ve, zakaj se tle gre, mogoče tistega sira tam nikoli sploh ni v roke prijel, ne ve, kako izgleda, ne ve, kdaj bo prštiman za pokiranje, bilo kaj. Tako da tle so zdaj dve strani, ali tudi prezaposlenost očeta, ali pa mogoče samo nepravilna razdelitev dela. Kaj lahko posameznik naredi, da pride do rešitev, kje so ovire? Zdaj, kot sem že prej omenil, mogli bi nekako že prej se pripraviti, posredovati znanje drugemu družinskemu članu. Zdaj, ali bo to oče, ali bo pa še, ne vem, neka tretja oseba pač na kmetiji, starejša generacija. Pač zagotovo, pa če ne eden, bo ta pa dva nekako prevzela vsaj večinski del tega dela in pač lahko Ani pomagala, da bo imela vsaj nekaj tega porodniškega dopusta. Ovire seveda so pa tukaj lahko pol finance, kar je mogoče manjša stvar. Hujša zadeva pa nezaupanje, kot smo že tudi predebatirali. Tisti, ko dela, bo najbolj vedel, aha, tak mora biti, ne? Tudi če bo to tisti sir tam ali pa skut ali pa nekaj bila. Drugem zaupati na videz bo izgledalo isto, na okud bo mogoče drugače. In pa potem spet ne enakovredna razporeditev dela. Na koncu smo še našteli nekaj ukrepov oziroma smernic. Naš pogovor je zelo zašel v možnost študentskega dela na kmetiji. Tukaj je spet slovenska birokracija, ne? Dejansko, če bi na študentski servis lahko mogoče prijavili, da kmetija išče neko delo, brez neke ekstremne birokracije, bi se mogoče marsikdo javil, pa mogoče ne bo zaprobil prvo par dni. Ker konec koncev kmetu bo veliko pomagalo tudi, če bo en prišel, pa bo za 5-6 evrov na uro, 10 ur na dan z obračalnikom obračal na Ivi. On bo v tem času lahko marsikaj drugega naredil. Več izobraževanj, ozaveščanj, kar počnemo danes, boljša razporeditev dela. Na koncu smo pa še malo zatabali do kmetijskih šol, in sicer sodelovanje šol in kmetij. In sicer, da bi kmetijske prakse se lahko večkrat upravljale tudi na kmetijah. Zdaj, malo iz kmetijske šole črpam to. Glih tisti, ko so mogoče zanesljivi pa kaj, ko vejo, ko imajo doma kmetijo, tisti ne bojo šli delati, imajo doma dosti dela. Bojo tisto obvezno prakso na šoli naredili. Po drugi strani pa tisto obvezna praksa na šoli mora biti obvezno narejena na šoli. Ni enostavne poti, po kateri bi lahko rekli, ti pa znaš, ne vem, si mogoče iz poljedelske kmetije, tam je ko bo imel zdaj veliko dela, bomo te za 3 dni, za 5 dni poslali tam, da boš nekaj delo. Tu je take birokracije, plus tega bi pa mogel tisti kmet narediti usposabljanja, dobro, pomembno tudi izobrazbo, ampak to je ponavadi v srednjih kmetijskih šolah, ponavadi bo imel tisti srednjo kmetijsko izobrazbo, ampak ta birokracija in pa mogoče ta sam učni načrti, bi trebalo spremeniti razrešanje. Nekaj idej, nekaj rešitev, nekaj problemov. Upam, da sem dobro naštel, ne? Hvala tudi tretji skupini.
Preden pa začnemo debato, bi pa mogoče malo več omenila, zakaj imamo take delavnice, pa kaj v bistvu sploh tole tlele počnemo. Zveza slovenske podeželske mladine je sploh v zadnjih letih postala zelo močna na zagovorništvu. In ker mi nočemo samo, da naše mnenje podajamo, vedno iščemo množico ljudi, ker ljudje, ki delajo na podeželju, imajo ideje. In mi te ideje na takih delavnicah naberamo in to, kar potem, to v bistvu na delavnici, kar izvemo, uporabimo, da naprej predajemo vladnikom, da na sestankih vladnih povemo te stvari, kaj na terenu slišimo. Zato so te delavnice nam tako pomembne, ker naprimer nas par zelo aktivnih ne more se vsega tega spomniti, kar lahko nam vi date. In to je tisto neprecenljivo. Vi vsak dela na svoji kmetiji, dela nekaj drugače, ali pa ste samo sosedje, ali pa hodite pomagati, ampak imate nek svoj pogled in sigurno neko svojo dobro idejo. In te ideje mi naberamo, zato da potem lahko res zagovarjamo in vemo, da stojimo tam za vami, ko se borimo. Jaz vsem mislim, da vsako stvar, ko se borimo, vsak sestanek, ko gremo, pa naredimo nekaj. Ker če ne bi nihče tam zagovarjal nas, bi bilo verjetno še slabše. Čeprav je včasih težko, pa morda včasih kaj ne dosežemo, oziroma velikrat, odvisno kdo je na drugi strani, pa še vsem je prav, da se borimo. Tako da boste vedeli, kako zelo pomemben člen tega ste. Tako da imeli smo pa pred leti pri zvezi tudi že podobne delavnice. Se je projekt imenoval Nemoč podeželja. To je bila pa ena manjša ekipa naših podeželjanov v tujini. Mi imamo kar precej teh enotedenskih izobraževanj v tujini, tudi Jernej je že bil in jaz, kjer v bistvu vedno na neko tematiko debatiramo in tam dobimo potem neka orodja, kako se lotiti tega zagovorništva v svoji državi. In pred leti je bilo to o mentalnem zdravju in iz tega je postala Nemoč podeželja projekt, ki se je peljal par let nazaj in je v bistvu kot rezultat prinesel poleg tega, da smo začeli govoriti o tabu temah, tudi, da je zdaj na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zaposlena ena oseba za mentalno zdravje in se ukvarja samo s tem. Namen pa je, da bi tudi na kmetijskih svetovalnih na vsaki izpostavi s časoma bila kakšna oseba dostopna kmetom, da bi s svojimi težavami lahko prišli v lokalno okolje in zaprosili. Je pa seveda to se treba pogovarjati, o tem govoriti, ker ko prvič to slišiš, ne boš kar tekel tja, ker ko imaš sam težave, je težko in prav je, da se stvari obračajo, da se pogovarjamo, da starejši nam date nove ideje, mlajšim. Se mi zdi, da tudi mlajša generacija že malo drugače stvari gleda in to, kar ste tudi zdaj pri teh debatah ugotovili, pač mladi ne bodo ostali na podeželju, če ne bo kvaliteta na podeželju podobna kot v mestih. Mladi na podeželju si vseeno želimo, da bi imeli prosti čas, da bi lahko šli na dopust, na koncu koncev, da tudi svojim otrokom lahko nudimo nekaj podobnega, kar lahko ostali nudijo. Verjetno ste tudi ve to vse doživele, ker ste imele otroke, da ste jim nekako manj lahko nudile. Tako da zato nekako so te debate res tako pomembne in smo res hvaležni, da ste danes prišli. Tako da bi pa malo nadaljevali na tele predstavitve, pa probali mogoče še kakšno idejo podati, ker ste v skupini že začeli, pa še niste čisto dodali. Bi Zdravka mogoče prišla bližje, da bo zraven v krogu. Se pravi, najbolj se mi zdi, da je tako očitno bilo v bistvu pri vseh skupinah, ko na kmetiji nekdo ne more delati, se poškoduje ali pa v porodniški, kdo mu pomagati. Zdaj neki so omenjali v tujini nekatere države v tujinah omogočajo, če se kmet poškoduje, da država plača in pošlje usposobljen kader, da jim pomaga, dokler je ta oseba poškodovana. Kaj vi mislite, bi kaj tazga pri nas šlo ali pa v kakšni obliki bi to šlo? Oziroma, kje mislite, da so tiste težave, zakaj res kmetje težko pustijo, da nekdo drug na kmetiji pomaga? Pa če to ne bo neka taka kost za začetek. Kaj menite?